Sam eksperiment izkorišča polarno lastnost vode kot same, ki je sestavljena iz enega atoma kisika O, na sliki je ta rdeče barve, in dveh atomov vodika H, na sliki bele barve. Če si ogledamo sliko, torej, lahko vidimo, da sta vodikova atoma postavljena neenakomerno okoli kisikovega atoma. Postavljena sta na eni polovici, kar je pa glavni vzrok, zakaj je molekula vode polarna molekula. Predstavljamo si ga tako. Kot magnet, na eni polovici, na eni strani imamo samo kisikov atom, ki nam predstavlja negativno stran oziroma raje povedano negativno nabito stran molekule. Medtem pa, ko imamo na drugi polovici vodikova atoma, ki pa potem predstavljata pozitivno nabito stran molekule. Ko se tej molekuli oziroma molekulam približa negativno naelektreno telo, kot bosta to v našem primeru balon in PVC cev, ki jo seveda podrgnemo z vonenim šalom, puloverjem, kar poskrbi, da se telo negativno naelektri, se molekule vode zaradi polarnosti obrnejo s pozitivno smerjo proti negativno naelektrenemu telesu in se mu približajo, mi pa to zaznamo kot spremembo smeri curka vode. Pomembno je, da se delujoči najprej preizkusijo curku vode približati ne na elektrenan balon in PVC cev, da vidijo, da se molekule vode ne morejo premakniti, če zraven približamo ne na elektreno telo oziroma nevtralno nabito telo. Pomembno je tudi omeniti, da obstaja več tekočin, ki so polarne molekule, na primer klorovodikova kislina, amonijak, natrijev hidroksid in tako dalje, ampak jih zaradi tako lahke dostopnosti vode ne bomo uporabili zraven pri eksperimentu, saj bi enako kot za vodo pri njih dokazali, da se spremeni smer njihovega curka.